Pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 34. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerila domači Koper in Aluminij. Eni in drugi so že izpolnili prvenstvene cilje za to tekmovalno leto. Koprčani so si zagotovili vsaj tretje mesto, danes si lahko zagotovijo tudi drugo pozicijo in s tem seveda tudi uvrstitev v kvalifikacije za njihov nasprotnik pa drugoligaš Brinje in verjetno se bo Arsičeva četa težko otresla etikete favorita. Videli smo, kaj se bo dogajalo v 34. krogu. Danes še veliki derbi, obračun med Mariborom in Olimpijo. Jutri pa derbi za ovirane koprski navijači. Iličić. Tole je dobra podaja, Rimac, priložnost za Koper. Čevih vrat. Zdaj pa krasno Iličić za Rimca, Rimac in na belo piko je vendarle pokazal Bojan Mertik. Pa bo vendarle šel do monitorja Bojan Mertik. Očitno pomeni, da kazenskega udarca ne bo. Sprva se mi je zdelo, da je do kontakta prišlo. Pa vendarle vse čisto. Pravzaprav je Leo Rimac nogo potegnil nazaj in zadev mrežarja. Tam je torej prišlo do stika, tako da 11 metrovke ne bo. Ja, ampak zanj je torej kriv Leo Rimac. Ne bo 11 metrovke, ter tudi ne kartona za mrežarja. Zdaj dobivamo celo situacijo, ko bi lahko rumeni karton prejel Rimac. 11 metrovke seveda ni. Rimac, no zdaj proti Iličiću, Josip Iličić, mrežar je šel iz vrat, Iličić to opaža. Toda pričakovali smo boljši zaključek. Pletejo te boje za Evropo. Tole je priložnost za Andraža Roedla. Roedel brani mrežar. Andraž Roedel se znašel v ugodnem položaju. Strel z levo nogo v zadnji oddaji pod prečko. Dejal, da ima celo fizične zmogljivosti, ki bi mu lahko omogočale igro v Premier ligi. Pa bo moral izpiliti določene taktične prvine. Še ena priložnost. Sajtovski je zadev, ampak dvignjena zastavica. Emir Sajtovski se še ne bo mogel razveseliti 10. gola v tej sezoni. Babaj, Irabor. Irabor nazaj do Iličića. Josip Iličić. Priložnost zdaj za Koper v prazno mrežo. Razgrešil pa je Braun Irabor. Skota bo podal Josip Iličić. Iličić, ostra poda, priložnost za Koper in gol. Gol za Koperčane, 69. minuta. Komedija zmešnjav v 16-metrskem prostoru Aluminija, na koncu pa očitno strelec Braun Irabor. Imamo veliko teles, je švignila žoga, tako da bomo počakali na počasni posnetek za boljšo oceno. Slavijo člani navijaške skupine Tifozi. Braun Irabor je očitno tisti, ki je žogo dokončno preusmeril proti cilju. Najprej strel Mittendorferja, tudi z počasnega posnetka se ni dalo ravno dobro razbrati. Pol avtogol. V tem primeru gre res za avtogol. Omar Kočar. Bili smo v zadnjo minuto. Rok Maher. Pejić.
Pejić, krasen strel Josipa Pejića. Aleksandar Zelković, poraz, ki ga pa najbrž ne bo prav težko preboleti, če se vam bodo le v sredo sestavile vse kockice. Pa sigurno, ja. Pa mislim, da smo danes odigrali eno dobro pripravo za sredo. To je bil naš načrt, da se dobro postavimo na igrišču. Mislim, da smo zelo dobro stali na igrišču. Mogoče se nismo zaslužili dan zgubiti proti dobrej ekipi Kopra, ki jim čestitamo za drugo mesto, ampak naše misli so zdaj, da se osredotočimo na sredo, tekmo sredo. Jure Arsič, že z Zelkovićem sva se pogovarjala in je nekako dejal, da je bila ta tekma nekakšna dobra priprava za sredin finale, da ste dobro stali, da si morda niste zaslužili poraza, ampak nekako v napadalnem smislu vendarle prave produktivnosti ni bilo. Vaše videnje? Ja, moram se strinjati z vami. Tekma po naših željah, morda se sliši neumno, ampak točno tako tekmo smo želeli, sicer z rezultatskega vidika nismo bili uspešni, ampak želeli smo odigrati eno intenzivno, kakovostno tekmo, ki bi nam služila kot priprava za tisto, kar nas čaka v sredo. Zadovoljen sem s prikazanjem, tisti gol je pač bil mogoče malo sreča, malo plota, ampak verjamem, da si ga Koper skozi sezono zasluži tudi tako tekmo dobiti na koncu. Nam je, tako kot ste dejali, v napadalnem delu zmanjkalo, sigurnost se nam poznala pač Feta, pa Susov, pa še marsikdo, ki smo jih kalkulantsko spočili za finale. Tako da nič narobe, vsi ostali fantje so delali eno res intenzivno tekmo z malo sreče ali pa malo več pravilnih odločitev. Jaz mislim, da bi lahko rezultat bil povsem drugačen, ampak vse pravim še enkrat čestitam mojim fantom, predvsem pa ekipi Kopra za celotno sezono do zdaj. Pred tekmo ste zelo jasno povedali, kakšno je vaše mnenje o Kopru, dejali, da nekako ne dobivajo dovolj kredita za vse te vrhunske predstave. Kaj pa kakšen komentar na Brinje? Tudi Grosupeljčani pišejo seveda zelo lepo zgodbo. Sigurno sem že dostikrat omenil tudi to, da Brinje dela res fenomenalno zgodbo. So preko svojih zmožnosti očitno res fenomenalne rezultate v prvenstvu, v pokalu in maksimalno spoštovanje z naše strani, maksimalna analiza. Vlogo favorita nikakor ne moramo sprejeti, ker gre za odlično ekipo, odlično vodeno, odlično zbalansirano. Se pravim, na nas pa je, da probamo najti te pomanjkljivosti in da probamo skriti naše pomanjkljivosti, predvsem pa, da smo mentalno na nivoju bolj lačni, bolj tekmovalni, bolj fokusirani in da naredimo vse na življenje ali smrt, da to tekmo dobimo. Zanimiva izjava, torej, da niste v vlogi favorita. Kje pa je vendarle Aluminij boljši od Brinja? Realno smo mi verjetno proračunsko ena izmed ekip v spodnjem delu naše lige, prav tako smo novinci v ligi. Za nami je ena sezona izkušenj, to je teh nekaj čez 30 tekem več, verjetno močnejših od Brinja, ampak jaz mislim, da v taki specifični tekmi nekih prednosti vnaprej določenih ne bo. Tako kot sem že dejal, mogli bomo biti maksimalno pripravljeni in fokusirani, obnašati se, kot da igramo proti najboljši ekipi na svetu, ker v tem trenutku to je, in prepričan sem, da bojo fantje, da razumejo, kaj jim sporočam že nekaj časa. Niko Mladić, danes ste odigrali zadnjo tekmo na Bonifiki, pa bom zelo klasičen. Kakšni so bili občutki? Pa, kaj naj rečem, bili so v redu, niso bili, na koncu smo zmagali in ja, verjetno bom jutri malo bolj to prišlo za mano, pa bom pol več vedel, kaj ti, ja, 3 leta sem tu preživel in ja, bilo je dokaj lepo. Ja, bomo videli jutri, kaj bo. Sicer pa ste osvojili končno drugo mesto, cilji so verjetno izpolnjeni, kaj ne? Ja, mislim, da celo več, kajti ciljali smo na Evropo, ja, to smo dosegli na koncu tudi drugo mesto in ja, mislim, da smo prezadovoljni vsi. Kaj bo vaš naslednji korak, kam vas bo odpravila pot? Bomo videli še v naslednjih tednih, tako da zaenkrat še ne vem točno. No. Zoran Zelković, morda danes sama tekma ni izvala najboljših občutkih, ne bomo pisali epa v njej, ampak vseeno mislim, da zelo lep dan za vas. Niko Mladić se je poslovil od Bonifike, vi ste si tudi zagotovili drugo mesto. Verjamem, da bo na koncu v vašem taboru veliko zadovoljstva.
Ja, fanti so mi tudi na najboljši način čestitali rojsten dan, tako da se jim še enkrat zahvaljujem. Ni bila, da se nalažemo neki ne vem kakšna tekma, ampak v vsakem trenutku smo bili pa tekmovalni, kar mene kot trenerja veseli, tako kot celo sezono vedno je najbolj pomemben rezultat, normalno, da ta ekipa lahko igra veliko bolje, ampak ko hočeš nekaj probati, dajati neke priložnosti, bom po domače povedal, kar izmišljati, se včasih ne izide perfektno, ampak točke so ostale doma, cilj dosežen in počasi že gledamo proti Evropi. Vse najboljše seveda tudi z naše strani. Samo ene ekipe v tej sezoni niste premagali, priložnost, da to spremenite, boste imeli naslednji teden. Kaj lahko strani Kopra pričakujemo na stadionu z Dežele? Ja, mi vedno gremo na zmago, Celje je zasluženo prvak, pač v ključnih momentih je zmagoval, čez celotno sezono dominiral, ampak verjamem, da smo mi sposobni to Celje premagati in to bomo probali dokazati na naslednji tekmi. In to bo prav zadnja tekma za vas v tej sezoni. Verjamem, da vam precej odgovarja, da boste imeli nekako teden dni več počitka, da se boste tako lahko bolje pripravili na evropske tekme. Tako je, ne smete pozabiti, da smo tudi mi prvi začeli in kar nekaj časa pred drugimi, tako da so si fanti res zaslužili ta odmor in upam, da ga bo lepo izkoristili.